Večina novejših telefonov v višjem razredu ima brezžično polnjenje. In moram priznati, da mi je kar malo bedno, ker moj telefon tega ne omogoča. Zato sem bil kar prijetno presenečen, ko sem na AliExpress našel rešitev. Ime mi je Miha in v tem videu vam pokažem, kako brezžično polni telefon, tudi če on sam tega ne omogoča. Moj trenutni telefon je Huawei Mate 10 Pro. Ja, res je, ni najnovejši, ampak po pravici povedano ne nucam novega. Z njim sem ful zadovoljen in dokler nekomu v familiji ne crkne njihov telefon, ga bom tega uporabljal, ker pol jim odnal mojega in sebi kupil novega, valjda. In tako sem eno noč, kot ponavadi, pred spanjem brskal po AliExpressu in naletel na te ploščice za wireless polnjenje. Niso drage, od 4 evre naprej, ampak na koncu sem se odločil za komplet od podjetja Nilkin. To firmo poznam, vedno sem bil zadovoljen z njihovimi produkti, zato sem se odločil za njih. Ker to uporabljam že več kot 1 leto, vam ne moram pokazati embalaže, ker je pač nimam več. Vam pa lahko pokažem, kako enostavno je to uporabiti. Ploščico vklopiš v telefon, jo pripopaš na hrbtno stran in daš gor vitek. Jep, tle je treba kar obvezna uporaba bumperjev. Vse, kar moraš narediti, je vklopiti polnilno ploščico v polnilec in gor položiti telefon. Brezžični polnilec podpira hitro polnjenje do 10 W, ampak sama ploščica je zmožna samo do 1 ampera. Seveda je tudi odvisno od vašega polnilca, kako hitro bo polnilo. Uporabil sem aplikacijo Ampere za test hitrosti polnjenja in uporabil 4 različne polnilce. Samsungov Travel Adapter ima 0,7 ampera in je tudi najslabše polnil. Povprečje 300 mAh. Naslednji je bil original Huawei polnilec. Ta je isto polnil kot moj tretji Qualcomm 3.0 polnilec. Povprečno 740 mAh. In četrti polnilec LDNIO, kateri naj bi bil 3,1 ampera oziroma 15 W, je polnil povprečno 520 mAh. Tako da morate biti tudi tle pazljivi, kaj kupujete. Glede na specifikacije polnilne ploščice, kjer piše, da ima 70% učinkovitost polnjenja, sta Huawei in Qualcomm 3.0 polnilec pošilja dejansko 1 amper, ostala 2 pa ne. V glavnem, kaj to pomeni za dejansko uporabo? Ker to ni najhitrejše polnjenje, je ta način primeren za polnjenje čez noč. Tako da, če imate telefon, katerega polnite 2-krat na dan, to ni za vas. Ker izklapljene ploščice, zato da lahko vklopite polnilni kabel, je mukotrpno. In predvsem tvegate, da uničite USB port na telefonu, ker ploščica kar lepo tesno sede v telefon. Moja baterija še vedno zdrži cel dan, tako da imam zvečer, ko dam telefon poln, še približno 10% baterije in s tem nimam težav. Če imate telefon brez vhoda za slušalke, kot jaz, boste mogli uporabljati Bluetooth slušalke. Uporabljanje dongla je mukotrpno, ker morate izklopiti ploščico in s tem še bolj zasovražite Bluetooth in proizvajalce, ki so nehali vgrajevati vhode za slušalke. Res, ful hvala Apple. S tem postane obvezna uporaba bumperja. Tako da, če ste enih od tistih čudakov, kateri ne uporabljate ovitkov, to ni za vas. Ko se enkrat navadiš na to, nočeš več nazaj. Ne vem, razvadaš se, ko sam položiš telefon na plošček in se začne polniti. In zato bo moj naslednji telefon imel obvezno brezžično polnjenje. To je ena toliko uporabna stvar, kakor pametna ura. Dokler jo nimaš, jo ne rabiš, ko jo pa enkrat začneš uporabljati, pa ne veš, kako bi živel brez nje. Med pripravo tega videa sem opazil, da so se na AliExpress pojavile nove ploščice, katere podpirajo 10 W, 2000 mAh polnjenje. Stanejo okrog 9 evrov in sem že naročil eno. In ugotovil, da je to nateg. Polni isto oziroma še malce slabše kot moja sedanja Nilkin ploščica, tako da bodite pazljivi in preberite komentarje kupcev. Tako, upam, da vam je bil video všeč, se vidimo naslednjič, ne se pozabi naročiti na kanal, udarite po zvoncu, da vas obvesti, ko objavim nov video in stisnite en like, če so vam taki videi všeč. Dajte se naročiti na kanal, prosim, spodaj pritisnite subscribe, pa lajkite. Okay.